mi se pa danes spominjamo zime, oziroma smo ravno v pravem prostoru, da se bomo dobro spomnili zime, ne, ker je to najhladnejši del našega muzeja. Odprti del razstave smo načrtovali v februarju, ampak takrat bo tudi nad nami potekala še dela, oziroma nad tistim delom, če bi prišli takrat, ne bi bilo še postavljeno nazaj portretne zbirke družine Moškon, pa tudi ne sledi sakralne dediščine 17.-18. stoletja, ker smo to vse pač umaknili, zato da so lahko delavci brez skrbi delali nad nami. Zdaj, gor vas danes še ne povabimo, ker ni še popolnoma projekt zaključen, ampak zagotovo vas bomo kmalu. Torej, to je tak uvod, zakaj mogoče po dediščini, po izročilu na prvi pomladni dan odpiramo razstavo o saneh, skušamo poustvariti sneg, ki smo ga letos kar nekaj imeli, ampak seveda pa nič hudega, čast je vedno pravi. Torej, včeraj so spuščali luči, predvsem po Gorenjskem, obrtniki so odprli svoja vrata, mi kot obrtniki oziroma kot mojstri muzejske dejavnosti pa smo včeraj se veselili, da danes odpiramo razstavo. In v prvi vrsti imam 3 sodelavke, ki bodo danes tudi govorile, predstavile razstavo. Jaz pa v bistvu imam to nalogo, da malo vseeno predstavim, zakaj gre. Upam, da ne boste zelo razočarani, ker boste naše baročne sani, nekateri poznate, videli danes samo virtualno, so samo v digitalni obliki. Upam, da ne boste tudi na nek način razočarani, ravno zaradi tega, ker ste mogoče pričakovali, da bodo že pripravljene, boste videli, zakaj so, ker te baročne sani s številnimi interpretacijami so nekako v muzeju, kot se reče že od nekdaj, to je bil en tak kultni predmet, v katerem smo poznali številne zgodbe, večina se jih je zdaj pokazala za bolj kot ne napačne, oziroma po naše tiste bolj resnične, in smo jih umaknili leta 2015 za veliko željo, da bi čim prej tudi bili del programa našega konzervatorsko-restauratorskega oddelka. Trajalo je malo dne, prišlo je leto 2025, prišla je skupna akcija Slovenskih muzejev Barok na Slovenskem in končno lahko rečem, da se je z velikim veseljem zgodil ta premik, da so se sani premaknile iz depoja v našo konzervatorsko-restauratorsko delavnico in da se je začel proces. Hkrati pa seveda se je začel tudi velik raziskovalni proces in tukaj sem izjemno hvaležna sodelavkam, ki so to nekako iz mogoče enega podatka prišle do številnih podatkov, prišle do te resnične zgodbe, ki je res izjemna in verjamem, da bo navdušila tudi vas. Torej, iz enega predmeta, pa sicer je ta res nekaj posebnega, je nastalo več raziskovalnih tem, kot je v navadi, jih na razstavi predstavljamo bolj kot na kratko, verjamem pa seveda, da bo še številnih priložnosti, da bomo kaj povedali tudi malo širše. Pa zdaj vas že zanima, kam gremo s tem, ampak najprej bomo vseeno poslušali našo mlado gostjo, našo mlado flavtistko, Jano Ogorevc, ki prihaja iz Glasbene šole Brežice. Flavta je upodobljena, večkrat Andrejka si nekako rekla, oziroma nekaj piščali, zato smo prosili Glasbeno šolo za ta inštrument. Prvič je pa tudi zgodilo, da pri vseh klavirjih, ki imamo v muzeju, odpiramo razstavo prostorov brez klavirja, pa se je tudi klavir znašel. Torej, možno tudi v druge prostore, oziroma hvaležni Glasbeni šoli, da je prinesla s sabo tudi inštrument, ki lahko lepo spremlja. Torej, imamo Jano.
Najlepša hvala. Lahko bi rekli, da je naša zlata roža, da so naše zlate rože, oziroma ena izmed naših zlatih rož, so tudi baročne sani. Kako jih umeščamo v evropski prostor, kaj se je odkrila naša sodelavka Andrejka Vabič-Nase, pa je sedaj pred nami. Prosim, Andrejka. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni. Torej, v arhivskih virih se uporaba sani omenja že v 13. stoletju, medtem ko v 15. stoletju zasledimo omenjanje sani, že jih umeščajo v družabno življenje. In iz tega obdobja poznamo tudi eno zanimivo zgodbo, ki se nanaša na pridigarja, kasnejšega svetnika Janeza Kapistrana, ki je bil čaščen tudi v Brežicah, saj imamo njegovo upodobitev umeščeno na razstavi sledi sakralne dediščine Posavja. On je namreč leta 1452 prav besnel v Nürnbergu v eni pridigi nad tem, da so meščani uporabljali sani, ker po njegovem mnenju so bile sani simbol grešnosti. In kot posledica te pridige so potem 72 sani tudi zažgali, tako da si lahko mislite, kako razširjene so bile že v tem obdobju. Potem v baroku, torej v 17. in 18. stoletju, ki jih zaznamuje predvsem razvoj znanosti, absolutizem, ponoven razcvet cerkve, torej katoliške cerkve, v umetnosti po tem obdobju recimo lahko govorimo predvsem o upodabljanju močnih čustvenih stanj in prepletanju različnih zvrsti umetnosti, s ciljem seveda ustvarjanja neke celostne umetnine, pa lahko rečemo, da se vožnja sani prav razcveti in postane del zabave in reprezentance evropske aristokracije prav srednje in severne Evrope. Na Habsburškem dvoru pa postanejo sani še posebej priljubljene v času vladanja Marije Terezije. Sani v naši zbirki uvrščamo med aristokratske sani in z rokokojskimi značilnostmi. To pomeni, da je telo nastalo v tretji četrtini 18. stoletja. Krivine, torej tisti ukrivljeni del, v 19. stoletju, ko so bile sani predelane, zelo verjetno predelane v dvouprežne, medtem ko so kasneje bile sani deležne različnih popravil in dopolnitev. In za to obdobje je prav posebna značilna oblika sani. Sani so zelo elegantne in okretne, so brez figuralnega okrasja, ki je bilo značilno za nekatera prejšnja obdobja, okrašene pa so z rokaji okrasjem. Telo v tem obdobju zelo spominja na školjko. Ideja je namreč v tem, da se ženska, ki sedi v telesu, dvigne kot neka utelešenje Afrodite, ki vstane iz te školjke. Na razstavi smo torej na kratko predstavili zlato dobo sani ter z izborom sani iz najbolj reprezentativnih evropskih zbirk ilustrirali oblikovanje sani v 18. stoletju. Soavtorico razstave, kustosinjo etnologinjo Logovič, pa smo primerjali sestavne dele aristokratskih in kmečkih sani in ugotovili, da obstaja veliko sorodnosti. Stanka Glogovič je proučila tudi tradicijo uporabe sani med kmečkim prebivalstvom in ugotovila, da imajo sani indoevropske kulturne pravine, kmečko prebivalstvo pa jih je uporabljalo že stoletja. Upad uporabe sani kot sredstva za prevoz oseb in tovora je povezan predvsem z rednim pluženjem cest in pojavom motornih vozil. Stanka je izbrala tudi fotografsko gradivo, ki ilustrira zimsko dogajanje v Posavju v 20. stoletju in na ta način povezala tudi to dogajanje z lokalnim okoljem. Najlepša hvala. Najlepša hvala, Andrejka. Jaz upam, da vas bojo prevzela vse te sani, ki jih je ona nabrala po celi Evropi, niso fizično tukaj, mogoče pa tudi kdaj se to zgodi. Zdaj imamo vsaj vemo, kje so. Torej, kako so prišle sani v naš muzej, pa še marsikaj v tej družini, ki jih je podarila, pa je raziskovala kustosinja Mihaela Kovačič. Miša, izvoli.
Spoštovani dober večer. Baročne sani, katerih zgodbo danes predstavljamo, niso le izjemen in za slovenski prostor edinstven muzejski predmet, temveč so tudi dragocene priče skoraj 3 stoletij zgodovine. Moja naloga je bila raziskati njihove lastnike in slediti njihovi poti skozi čas. Sledi, ki so jih pustile, se ni za seboj, niso povsem izginile, tako kot je izginil sneg, v katerem so nekoč drsedali. Muzejski donator baron Hans von Gagern je v darilnem pismu Muzejskemu društvu za politična okraja Krško in Brežica iz januarja 1941, katerega prepis in prevod danes hranimo v Posavskem muzeju Brežice, zapisal družinsko pripoved, ki sega v sredino 18. stoletja. Po njej naj bi nekdo iz rodbine Auersperg se ni prejel v dar od cesarice Marije Terezije in jih pripeljal na grad Mokrice. Se niso na to večinoma ostale na Mokricah. Za kratek čas sredi 19. stoletja pa naj bi bile tudi na gradu Brdu pri Kranju, domu donatorjeve babice Matilde, grofice Auersperg, rojene baronice Zois. Hans von Gagern je kot zadnji član svoje družine zapustil Mokrice in se leta 1927 preselil na Šrajbarski turn v Blitzkovcu pri Krškem. Se ni je dal obnoviti in jih v ustanavljanju muzeja v Krškem leta 1940 poveril Muzejskemu društvu za politično okraja Krško in Brežice. Posavski muzej Brežice, ki je naslednik društva in prvega muzeja v Krškem, se ni hranil vse do danes. Na ogled so bile najprej v muzeju v Krškem in po selitvi leta 1949 pa v Brežiškem gradu, kjer so bile del stalne razstave vse do leta 2015. Pravi 75 let so bile na razstavi, neprekinjene. Na razstavnem planoju je predstavljena tudi muzejska pot Sani s fotografijami in s pripisom in prevodom donatorskega pisma. Preden so postale Sani muzejski predmet, so bile v lasti mokriške veje družine grofov Auersperg. Na razstavi je predstavljen tudi del rodovnika družine in njihovih sorodnikov, dedičev baronov Gagernu. Pot Sani in njihovih lastnikov skozi zgodovino je izjemna. Številne zgodbe povezane z njimi pa še vedno čakajo na to, da jih odkrijemo. Upam, da bo razstava obiskovalcem omogočila, da v teh straneh ne bodo videli samo dragocenega predmeta, temveč tudi zgodbe ljudi, ki so jih uporabljali in ohranili do danes. Ta zgodba pa vseeno ni povezana le z ljudmi in njihovimi potmi skozi zgodovino, temveč tudi z naravnimi razmerami, ki so uporabo Sani sploh omogočali. Sodelavec Timotej Pavlin je pripravil pregled spreminjanja podnebja v zadnjem tisočletju s poudarkom na mali ledeni dobi, ki je v 16. in 17. stoletju omogočila razmah uporabe Sani. Danes pa zaradi segrevanja podnebja snega pogosto primanjkuje. Zato se tudi sankamo vedno redkeje. Boštjan Kolar je zbral zanimiva dejstva o zimah v Posavju in pripravil didaktične vsebine, ki razstavo dopolnjujejo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala tudi obema sodelavkama, ker ste malo združili tudi delo drugih. Namreč naša sodelavka, etnologinja Stanka Drogovič, je žal bolniško odsotna in pošiljamo res lepe pozdrave. Je to pripravila, ni pa zdaj imela možnosti, da je danes z nami. Ker zdaj gremo pa k najpomembnejši osebi, oziroma predstavnici najpomembnejšega oddelka, ki v navednicah, trikrat poudarjam, krivda predmeta še ni, pa ni ta krivda takšna, ampak gre za res poglobljeno delo, gre za izjemen projekt, ki ga delamo skupaj in ki ga seveda v veliki meri vodita dve naši sodelavki konzervacijsko-restauracijske delavnice, Nive Slemenšek in pa seveda Pinka Škerl, ki je pa danes dobila to čast, bo pa povedala, zakaj. Bomo razkrili, zakaj je tako. To pa je bil dolg, da si v redu, si pripravljena. Prosim, Pinka Škerl. Priprave na ponovno predstavitev Sani javnosti so se pričele leta 2025. Kovinski in leseni deli Sani so v celoti polihromirani v rdečih in rjavih tonih z delno oksidiranim kovinskim nanosom,
ki je posnemal zlato. Tkanina prekriva sedežne površine in posnema usnje. Sedeži in notranje stene sani so oblazinjeni s konjsko žimo. Zaradi edinstvenosti predmeta je bilo pred načrtovanimi posegi nujno izvesti obsežne raziskave, ki podrobneje osvetljujejo konstrukcijske značilnosti, materialno sestavo ter naravo in obseg poškodb ter omogočajo natančnejšo časovno opredelitev predmeta. Novo pridobljeni rezultati o izdelavi in kasnejših intervencijah so omogočili poglobljen uvid v materialnost, konstrukcijo in zgodovinski kontekst sanil. Pri preiskavah so bile uporabljene različne metode, med drugim pregled površine z digitalnim mikroskopom, optična mikroskopija, tir in raman spektroskopija, optična mikroskopija tkanin, X-ray analiza kovin, identifikacija lesa ter radiokarbonsko datiranje lesa. Tako da ta seznamček malo razloži, zakaj je trajalo 1 leto. Poleg klasične fotografske in grafične dokumentacije smo pripravili tudi 3D modela sanil. Digitalni zapis omogoča analizo deformacij, prostorskih razmerij in poškodb z visoko stopnjo natančnosti ter služi kot referenčno stanje za spremljanje morebitnih sprememb. Identifikacija lesa je bila izvedena pod strokovnim vodstvom Maxa Mirele z katedre za tehnologijo lesa, oddelka za lesarstvo na Biotehniški fakulteti. Za razbarjene dele sani je bil uporabljen bitov les. Za nosilne dele sani so uporabili jesen, ki ga je mogoče pribiti s pomočjo vlage in temperature. V laboratoriju Vera na Dunaju so izvedli radiokarbonske analize 3 vzorcev lesa, ki so pokazale, da predmet ni nastal kot enovita celota. Slikovne plasti smo preučili pod mikroskopom, tako smo pridobili podatke o stratigrafiji žarnih plasti. 6 najbolj raznolikih izbranih vzorcev smo poslali na tir in raman spektroskopijo, ki sta bili izvedeni pod vodstvom dr. Katje Kaufler na oddelku za naravoslovne preiskave na Restavratorskem centru. Ugotovili so, da so bile slikovne plasti večkrat predelane, kar pomeni, da so imele sani v različnih obdobjih različno barvno shemo. Rezultati identifikacije tkanin so pokazali, da je tkanina bombažna. To, da so bile podložene s konjsko žimo, je pa tudi en tak znak prestiža. XRF je metoda, ki omogoča identifikacijo zlitin in elementarne sestave posameznih kovinskih komponent. Analize so bile izvedene v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, Heritage Science Laboratory, ERI iz Ljubljana, pod vodstvom dr. Matije Strliča. Pri analizi teh sta sodelovala še dr. Entma Bruck in Alban Pastov. Rezultati so pokazali, da so kovinski elementi železni. Pri načrtovanju konzervatorsko-restauratorskih posegov smo se odločili za mednarodno sodelovanje s strokovnjaki iz Avstrije, s katero sta bila območje današnje Slovenije in rodbina Auersperg tesno povezana. Obiskali smo muzeum für Geschichte, Univerzalni muzeum Joanneum v Grazu ter Kaiserliche Wagenburg na Dunaju, da smo pridobili neposreden pogled v sorodne predmete in metode konzerviranja. Tako da iz predstavljenega področja sem opravila strokovni izpit iz varstva kulturne dediščine, tako da se ob tej priliki zares zahvaljujem mentorici, direktorici Alenki Črnič-Hrošelj, somentorju Žigi Reharju iz Etnografskega muzeja, seveda sem kustosinja, sodelavcem v konzervatorski delavnici in zdaj nas čaka nadaljevanje, ki pa se bo bolj osredotočalo na fizične posege v prostor. Je pa tudi taka velika čast sodelovati s toliko strokovnjaki in nadaljevati projekt. Hvaležni ste Mihaelo Kovačič. Imamo tudi šopek na našo dragocjanstvo in bomo odnesli. In pa seveda oseba, ki še nismo razkrili, pa je enako zelo pomembna, ker pridi, da bo Boštjan to volil, bom tako oglasila. Je pa seveda naša draga zunanja sodelavka Darja Malovič, ki je povarjala predstavo, ki je povedala, kaj je približno, a ništa še ne.
Naše države naše. Mi smo videli iz enega prostora razstavo, pa so predstavili drug prostor. Ta zelo zanimiv proces je bil nastajanje te razstave, ampak se še nadaljuje. Ta večji šopek dobi seveda Pika, ker je v petek izvedela, da je naredila strokovni izpit, oziroma v petek je Potem pa imamo seveda tudi veliko zahvalo še za Nives, Slemenšek, ta je pa malo manjši šopek, ja, ker tiste dostanko. Tiste srednja večjota. Potem pa seveda tudi, da je meni dva šopka, da fanto bo nekaj gradila. Enega se rok drži. Ja. Ne? Prosim, Timotej Pavlin, Boštjan Falar. Zelo sem vesela, da je z nami naša lektorica, Mateja Janković-Čurič, res lepa, hvala, da si prišla. Tudi da imamo tudi šopek za njo, vedno imam rezervno. In tako rečna, da si prišla in da lahko se ti enkrat zahvalimo. Mateja je tudi naša donatorka, ker v bistvu večina naredi res mislim. Jaz sem se ukvarjala tudi s koordinacijo, da lahko zdaj ne fotografirali. Potem pa seveda vedno imamo veliko ljudi, tisti, ki bodo danes poskrbeli za pogostitev, tisti, ki bodo skrbeli za druge programe. Naši sodelavci, ki skrbijo za to, da imamo lep grad, pri vsaki razstavi pomagajo. Imamo Jano, Natalijo, imamo Tonija, midve iz uprave z Lilo, tudi še kaj naredila, če ne drugo, naročilnice, ona pripravi, jaz podpišem. Tako da gre za res velik projekt in res hvala vsem, da ste ga prišli podpreti, predvsem pa, da bo razstava zelo dobro živela in ko bo dopolnjena še s sankami, vmes pa seveda, ko vas bomo vabili še na vse te dogodke, ko bomo veliko stvari še izvedeli, razložili, predstavili, pa bo to življenje razstave še veliko lepše in bolj polno. Tako, najlepša hvala. Tako, danes je tudi prav posebno v tem prostoru. Ne vem, če se še vsi spomnite potresa 2020, ampak ta del gradu je bil res občudovan in takrat smo morali kar veliko pomakniti, vse sanirati. Tako da po posameznih delih zdaj polnimo te sobe, za to sobo imamo kar velik izziv. Včasih je bila tukaj stalna razstava Franje Stiplovška, zato še nekaj stvari ostalo. Bomo pa smo v fazi razmišljanja, in nam je tudi to dano, da lahko zašel prostor malo bolj mislimo, oziroma da vidimo, kako je, in je res izjemoma, da imamo pač odprtje prav tukaj, in čeprav fajn, da smo blizu samega prostora. In da seveda bomo potem tudi enkrat v takem prostoru tudi imeli pogostitev. Prosili smo Društvo kmetijc Brežic, da je naredila vse, kar je možno, da so nam spekli piškote povezane s snegom. Tako da nisem preverila, upam, da vse vsebuje sneg, tisti sneg, ki ga lahko uporabljamo, tako da se potem še podružimo in pokomentiramo.